Volitve danes nekaj povsem samoumevnega, še nedolgo nazaj le pravica izbrancev. Slovenska volilna udeležba sega v leto 1848, ko so v avstrijskem cesarstvu lahko volili le premožni moški. Pomeni, da jaz popolnoma odpadem. Leta 1861 so glasovi bogatih šteli več, lahko so glasovali tudi ženske, a samo res najbogatejše. Prvi prelom se je zgodil leta 1907, ko je Avstro-Ogrska uvedla splošno in tajno volilno pravico, a spet ponovno samo za moške. Prvič so ženske volilno pravico dobile na naših tleh leta 1920 v kraljevini SHS, a je bila že leto kasneje ta pravica odvzeta. Ženske so tajno volilno pravico dobile šele po drugi svetovni vojni in sicer leta 1945. Če zgodovino malo prevrtimo naprej, pridemo do leta 1990, torej do leta, ki je spremenilo vse. Prvič svobodne večstrankarske volitve, nato pa zgodovinski plebiscit, na katerem je več kot 95% Slovencev izglasovalo samostojno Slovenijo. To ostaja najvišja volilna udeležba v naši zgodovini. Od 90-ih let naprej redno volimo, in sicer na različnih volitvah, lokalnih, parlamentarnih, predsedniških in v zadnjem času tudi evropski. Udeležba niha, volilni proces se počasi vztrajno digitalizira, mladi pa glasujejo predvsem takrat, ko politika neposredno vpliva na njihova življenja. In novo priložnost boste oziroma bomo imeli že na parlamentarnih volitvah naslednje leto, marca 2026.